Pa bi kar prosil, da zdaj referira Jernej Leva in sicer bo spregovoril o duhovnem uboštvu pri Janezu Taulerju. Bo nekako predstavil malo drugačen aspekt, prav tako se mi zdi eden izmed osrednjih pojmov njegove misli. Tudi jaz vas lepo pozdravljam. V bistvu moj del bo na nek način veliko bolj skromno nadaljevanje Miloslavove teme. In sicer mislim, da je bilo zanimivo, če bi mogoče se skupaj na hitro sprehodili skozi Taulerjevo pojmovanje oboštva. Zdaj, samo oboštvo, če pogledamo konkreten čas, v katerem je živel Janez Tauler, je bilo na zelo konkreten, na zelo stvarn način prisotno čisto vsakdanjem življenju. Če pogledamo konkretno 14. stoletje, v katerem je Tauler živel, vidimo vojne, bolezni, kugo, lakoto. Na nek način bi lahko rekli, da je že bil človek zelo konkretno predispoziran k temu, da je doživljal svoje lastno oboštvo, svojo lastno ničevost, na nek način tudi strah pred smrtjo, ki ga je neposredno vodil v eno izkušnjo lastnega oboštva niča. In vemo, da v tistem času tudi nastajajo različni oboštveni redovi, ki so podarjali to neko oboštvo, razlastitev samega sebe, zatajevanje svoje volje. Tako da v tem smislu je bilo zagotovo oboštvo prisotno kot ena pomembna tema v srednjeveški duhovnosti. Ampak Tauler, ko govori Tauler o oboštvu, ima v mislih eno globljo razsežnost oboštva. In sicer duhovno oboštvo. To je ena globlja razsežnost oboštva, ki je mogoče v vseh teh gibanjih, vseh teh duhovnostih, mogoče včasih enih pretirano moralizatorskih paradigmah duhovnosti v tistem času, je bila dokaj zanemarjena. Torej, duhovno oboštvo pri Janezu Taulerju, da bi ga lahko razumeli, pravzaprav bi mogli razumeti mojstra Eckarta, ki je bil že večkrat omenjen kot Taulerjev največji vpliv, tudi na nek način posredno, sicer ne vemo, kdaj sta se srečala, kje ga je učil, v smislu neki akademski ravni, ampak zelo opazni njegov vpliv. Torej, za izhodišče, čeprav Eckart ni primarni predmet naše obravnave, preberimo, kaj Eckart pravi o Božjem oboštvu. Začeli bomo z Božjim oboštvom, da bomo lahko razumeli, kaj pomeni izhajajoč iz Boga človekovo oboštvo, ki je v neposredni navezavi. Eckart v eni izmed pridih pravi, citiram, Oče je svojemu edinorojenemu sinu dal vse, kar more ponuditi. Vse svoje božanstvo in blaženost. Ničesar ni obdržal zase. Pa je nekdo vprašal, ali mu je dal tudi svojo svojost. In sem odgovoril, da, kajti očetova svojost darojeva ni nič drugega kakor Bog. Rekel pa sem vendar, da se ničesar ni obdržal zase. Konec citata. Zdaj, kaj nam hoče tu Eckart povedati? Čisto na neki površinski ravni se to zdi paradoks. Neki temeljni konstitutivni element osebe, torej neka identiteta samim sabo, svojost, Sveti Trojici, ko je bila teologija Sveti Trojice, recimo pri Tomažu Akvinskem se je vedno govorilo nekaj Božja narava, torej lastnosti, ki si jo delijo vse tri osebe, torej vsemogočnost, večnost, popolnost, dobrost, ampak oče kot hipostaza Božje narave, pa vseeno ostane edini oče, samo oče je oče, to je ta svojost, to je ta proprijetas, ki pripada samo očetu. Ampak ne, Tauler pravi, da tudi to lastnost, ki očeta dela očeta, oče preda sinu. In kljub temu ostane oče. Že tu vidimo, da Eckart na nek način razbija na en paradoksen način to običajno površinsko pojmovanje osebe, ki ga mi iz nekih medosebnih odnosov črpamo. Mi smo navajeni razmišljati, bolje nekaj lastno nam, bolje osebno, bolje individualno, bolje zaprto vase, bolje osebno. Eckart nam kaže ravno nasprotno. Pogled na to, kaj pomeni biti oseba, je v Eckartu, čeprav mogoče včasih na en impliciten, manj neposreden način, bistvenega pomena. Kdor je že prav Eckarta ve, da je zelo v spredje ta njegov Gottheit, ta nadosebna enost Boga, njegova Božja narava, iz katere navidezno v nekem časovnem zaporedju šele privrejo osebe, ampak v resnici pri njem razlike med tem nadbitnostnim Bogom, ki mu ne moremo pripisati imena, v Bogom, s katerem so vsa bitja na idejni, edetski ravni eno, v resnici med tem Božjim obstojem in osebam ni dobene razlike. Če pogledamo čist zgodovinski razvoj
pojma osebe, recimo v antiki, oziroma pozni antiki, vemo, da Boeci poda definicijo osebe, da je oseba racionalna substanca. Substanca v smislu nekaj, kar obstaja samo po sebi, torej podstat. In tu človek lahko hitro dobi vtis, da torej, kot rečeno, oseba je tisto, ki biva po sebi, ki na nek način nekem ontološkem temelju, ki je samostojen, ki je zaprt sebi, biva napram drugemu. Jaz sem definiran napram drugemu, ki ni jaz. Eckhart izpostavlja, da ta logika vse te trojice razpade, prav nasprotno. Oče ničesar ne zadržuje zase, niti svojega očetovstva. Biti oseba pomeni izliti se iz sebe v drugega, biti v drugem, živeti v drugem, ne biti lastnik samega sebe. In ta notranji princip, globi kot neka ontologija kategorijalna, je razvlaščenost, odmaknjenost, tisto, kar, kot je že Miloslav izpostavil, ki nas nek način nadaljuje, v bistvu ustvarja prav pogoj za to, da smo lahko odprti za drugost, ki v bistvu vzpostavlja osebo v pravem pomenu. Ne biti lastnik samega sebe, to je alternativa svojosti, torej temu Eigenschaft. Jaz postavljam samega sebe z lastnostmi, ki na nek način jih jemljem drugemu stran, potrjujem sebe za trditev. Eckhart pravi, torej, Božja oseba je v polnosti odnosna uresničitev enega samega življenja, ene same Božje narave. Tudi, če se spomnimo čist po evangelih, Luka 15. poglavje, oče reče v priliki sinu, vse moje je tvoje. Janez 17, Jezusova likoduhovniška molitev, oče, vse, kar je moje, tvoje, in da bi bili vsi eno, tako kot smo jaz in ti, oče, eno. Se mi zdi, da tega dostikrat ne jemljamo dovolj resno. Še drugi in zadnji, Eckhartov citat iz 7. pridige. V najglobjem izviru, tam izviram jaz v Svetem duhu. Tu je eno življenje in ena bit in eno delo. Vse, kar dela Bog, je eno. Zato me rojeva kot svojega sina brez vsake razlike. Zdaj, nimamo časa, da bi se popolnoma poglobili v pomen tega, od tega, kaj pomeni ta jaz. Ali je ta jaz enak našemu ustvarjeninskemu jazu, ali gre za ta idejni jaz, ki ga Eckhart izpostavlja v pridigi Blagor Bogim v duhu, ki je v bistvu neposredno povezano na temo boštva tudi pri Taulerju. Ampak bistveno vid za začetek, da bomo lahko razumeli Taulerja, pa je, za Boga biti pomeni biti v drugem. Biti za, tako v njem, v tem notranjem Božjem življenju, kot v izlivanju, ko pride tudi do stvarjenja. Če pridemo do Taulerja, torej vidimo, da je prav oboštvo izraz, ki zajema vso to notranjo dinamiko Boga in teži k temu, da bi se ta dinamika uresničila tudi človeku. Torej, oboštvo je v prvi vrsti Božja narava, ki pleše od ene osebe do druge, ki sama sebe razlasti, da se najde v drugi. Oče je oče, ker ima sina. Sin je sin, ker ima očeta. Božje življenje je torej radikalna razlastitev samega sebe v drugemu in biti ubog pomeni biti prost kakršnekoli vezanosti na svoje želje, načrte, delovanje, ki bi imelo cilj za nas same. Odpoved lastni volji nas najbolj osvobaja in omogoča razpoložljivost za najglobjo vrsto bližine in prisotnosti. Spet paradoks, čisto v medosebnih odnosih, nasproti nekemu intuitivnemu dojetju, ki bi sicer reklo, bolj kot smo svobodni, bolj imamo zmožnost izbire, bolj imamo zmožnost izvrševati svojo individualno voljo. Tauler pravi, da je največja svoboda, ko svoje volje nimamo. In ta notranja praznina, ki je že Miloslav izpostavljal, je v bistvu vabilo, je odprto okno Bogu, da se izlije njegovo življenje skozi nas. Oseba, temeljni konstitutivni element osebe je torej odprtost, nasprotje sebe zatrditve. Že sedaj vidimo torej, da oboštvo Tauler ne pomeni zgolj nekega zunanjega pomankanja, odsotnosti nekih materialne posesti, ampak ena notranja, niti ne moralna, ampak še bolj temeljno, ontološka drža do Boga in do samega sebe in do vsega stvarjenega. Radikalno priznati in živeti iz tega, da v pravem pomenu, tistem najbolj polnem, biva samo Bog. Bilo bi zanimivo, če bi se lahko poglobili tudi pomen analogije in pri Eckhartu, pri katerem se natkuje Tauler in tudi pri ostalih avtorjih. Kako lahko rečemo, da Bog biva, kako lahko rečemo, da človek biva. Gre za dva enaka pomena. Če bi imeli čas, bi lahko videli, da Eckhart pride do trditve, da ko pripisujemo
kakršnokoli lastnost, dobroto, enost, življenje, bit, v pravem pomenu se to nanaša samo na Boga. In že čist na tej, bi lahko rekli, kategorijalni, metafizični ravni, Eckhart postavi postulat, Bog je vir vsega. Bog je vir osebnosti, Bog je vir enosti, Bog je vir dobrosti. In vkolikor mi hočemo postaviti same sebe za ta temelj, to je potavljalo greh, to je potavljalo nasprotje oboštva. Duhovno oboštvo je torej ne imeti sebe, ne imeti svoje volje, svojih načrtov, svojega dojemanja Boga. Zakaj? Ker je to pogoj, da lahko v nas Bog izvršuje svojo voljo, svoje življenje, ki je v temelju tudi naše. Ko postanemo ubogi, ne mislimo, da smo nekdo, ki nekaj od Boga potrebuje, ker to že implicira neko ločitev, neko oddaljenost od Boga. Ampak nas nič postane, torej to presijano odprto okno. Če preberem en citat iz ene izmed Taulerjevih pridig, govori ravno o tem stanju, temu stanju anihilacije, izničenja. Človek je izgubil besedo in pojem. To je eno. Medtem ko je drugo to, da človek pri tem pade v svoj breztemeljni nič. Postane tako majhen, skoraj ničen, da odpade od vsega, kar je kdaj prejel od Boga. In Bogu vse to vrne tako, kot da tega ne bi sploh nikoli prejel. In z vsem tem postane prav tako ničen in gol, kot tisto, kar je nično in ni nikoli česarkoli prejelo. Ustvarjen nič, tu potone v neustvarjen nič, vendar je pa to nekaj, česar ni mogoče ne razumeti, ne obesediti. Tauler je načeloma obravnavan napram Eckhartu kot nekdo, ki je dal večji podarek praksi, ki je bil bolj mistagoško, pastoralno usmerjen. Pa vendar, če bi se poglobili v Eckharta, bi videli, da so vsi nastavki, ki so usmerjeni v prakso, so pa Tauler mogoče malo bolj naglašeni, so že pri Eckhartu na neki čisto miselni ravni pravzaprav že razdelani. In tudi Tauler v bistvu sledi Eckhartu pri tem, kot rečeno, da oboštvo ni nek moralni postulat, neka naša zastavitev, nekega cilja, ki ga bomo probali uresničiti svojo voljo. Zakaj? Ker smo začeli z izhodiščem, da smo mi tisti, ki bomo nekaj naredili. In smo od oboštva popolnoma daleč stran, kot če se sploh ne bi nikoli trudili. Obstaja jaz, ki bo začel neko dejavnost in jaz bo to dejavnost uresničil. Oboštvo pa ravno nasprotno. Priznati, da sploh ni dobenega jaza, ki bi lahko sam po sebi nekaj delal. Da razen Boga, ki v nas izvršuje, kar na nek način predpostavlja tudi neko pasivnost, ki je v resnici nekaj najbolj aktivnega, kar lahko človek je deležen, da torej ta pasivnost pustiti Bogu, da nas Tauler pravi preko trpljenja, preko notranje teme, preko stisk, preko zavrnitve, nas oblikuje, nas očiščuje, nas samih, to je prvi in temeljni korak do pravega oboštva. Prvi korak je globoka zavrnitev lažnega površinskega obstoja, torej te zmotne identitete, ki smo na začetku omenili, ki biva izolirano. Simptom te bolezni, tega jazovstva, tega Eigenschaft se kaže v tem, da preko dobrih del in molitve želimo pridobivati, kupiti in posedovati, kar je mogoče uživati le v neprisvajanju in zastojnskosti v odnosu z Bogom. Biti v Bog pomeni odpovedati se iz srca, se odreči same želje, da bi Bogu dali karkoli v zameno. Biti v Bog pomeni beračiti. Ne pričakovati, da bomo tistemu, ki je pred nami, lahko nekaj stržili. S tem že predpostavljamo, da tega nimamo. Bistveni Taulerjev in Eckhartov vid pa je, da ta temelj, to bogstvo je že v nas. In naša najgloblja identiteta je to bogstvo. Seveda, mi ostajamo ustvarjeni, ampak ta ustvarjenost vznika iz tega temelja in ta obrat, ves smisel tega obrata je, da se vrnemo in svojo ustvarjenost zaživimo na Božji način, ki pa je način brez sebičnosti, brez iskanja samega sebe. Sebe najdeš, ko srečaš drugega, ki postane tisti, ki ti da tvoje življenje. In seveda ponovno v primarnem, v najbolj temeljnem smislu je to edino Bog. Oboštvo je torej bolj kot neko posamezno dejanje, globinska naravnanost, s katero človek ne zgolj deluje, temveč tudi dojema sebe kot neločen in že vcepljen v Boga. Hkrati pa nikakor ni to zgolj neko psihološko občutje, je nekaj globjega od tega. Kot rečeno, kadar namreč želimo nekaj zase, kot
Pravi Eckhart, to sporoča dojemanje sebe kot bitja, ki je od Boga ločeno. Pravi v 27. pridigi, citiram, vse, kar je ustvarjeno, ni dobro, kolikor stoji samo na sebi. Nič ni dobro, razen Boga samega. Tauler pravi prav tako v pridigi 31, če naj gre Bog noter, mora ven vse ustvarjeno in vsako prilaščanje. To je ta drža prilaščanja. Če naj Bog resnično deluje v tebi, moraš biti v stanju čistega pretrpevanja. Vse tvoje moči morajo biti povsem brez udejanjanja in samouveljavljanja. Biti morajo v čistem zanikovanju samega sebe, brez lastne moči in vztrajati v čistem in golem niču. In bolj kot je ta nič brezdanje, toliko bolj bitnostno in resnično je zedinjenje. Če bi se mogoče, če se sprašujemo ob tem, to se sliši lepo, ampak konkretno, na kak način Bog v našem življenju to izvršuje, Tauler zelo poudarja, da Bog poskrbi za to preko zunanjih okoliščin, trpljenja in stiske, da nas bo on sam osvobodil tega. Ven izmed pridek, recimo omenja ljudi, velikokrat navaja konkretne primere nekih napačnih praks, navaja ljudi, ki probajo svojo voljo določiti sami sebi pokoro. Želijo svojo voljo odmeriti določeno število bičanja, molitve, pokore, askeze. Podoben primer, ki je tudi blaženi Henrik Suzo recimo je opisoval, in začel s sabo, je začel z postulatom svoje volje in želel za svojo voljo priti do zanikanja svoje volje. Ampak to je paradoksno. Moramo začeti pri tem, da je Bog tisti, ki prihaja do nas in nas preko zunanih konkretnih stvari, preko občutja Božje odsotnosti, preko notranje stiske, preko tega, da nas prijatelji zapustijo, preko tega, da nam vsi projekti, ki smo jih delali, propadejo. Šele takrat se lahko zavemo svoje ničnosti. Šele takrat, ko konkretno doživimo, da sami ne zmoremo ničesar, šele takrat lahko postanemo nič. Nič z veliko začetnica. Torej smo lahko radikalno, kakor je Bog radikalno v samem sebi, odprt za drugega. Šele ko si nehamo prisvajati same sebe, stvarstvo in Boga, šele takrat lahko ne na razumski, ampak na izkustveni ravni doživimo to temeljno odprtost, ki izhaja iz niča in se vrača v nič. Torej, primarno gre za trpljenje in stisko, ki pa poraja, kot Tauler neprestano ponavlja, največje veselje. Biti v Bog v spoznanju, kar je pač v bistvu neki čist epistemološko apofatični element, torej tudi na neki ravni moralnosti, v tem, kar lahko storimo in doživimo, torej neka dobra dela, načrti in obveznosti, vse to Bog sesuva z namenom, da bi lahko on to uresničeval na način, kot bo za nas najboljši. To pa je način, kjer se mi ne prisvajamo in si ne lastimo nič dobrega, niti nas samih. In Tauler v eni izmed pridig pravi, da ravno to bil Luciferjev greh. Citiram, Lucifer se je v prvem nebesih in je hotel biti nekaj. In to ga je vrglo v najgloblji temelj niča, ki je hujši od vsega niča. To je gnalo tudi naše prednike, to jih je izgnalo iz prelepega rajskega vrta in je vsem nam prineslo mnogo trpljenja. Vse to prihaja zgolj iz tega, ker hočemo biti nekaj. V enem izmed del, ki je tematsko približno v istih vodah, nemška teologija, avtor pravi, da gre ravno v tem, da sebi pripisujemo dobrost, da sebi pripisujemo življenje, vse, kar po čemer krepenimo, če postavimo sebe kot vir tega, se začne naš greh, se začne obrat nas same in takrat pademo v nič, ne nič odprtosti, ampak nič popolne izolacije. V nič, ki se sesuje samega vase in spozna svojo neutemeljenost in iluzijo tega, da bi probal iz svoje breztemeljnosti biti temelj. Tauler pravi v 31. pridigi, citiram, prvo je v čistem razgrajevanju in odpostajanju vseh lastnosti in svojosti. V pridigi 36 pravi, Bog hoče imeti ubogega človeka. Prepusti se. Odzame se ti lahko premoženje ali prijatelja, sorodnika, tvoj zaklad ali karkoli je že to, česar se oklepa tvoje srce. Vse to Bog dela, da bi lahko gol in obok svoj temelj prepustil Bogu. V njem te išče Bog, pusti se najti. Na tem temelju Tauler pravi v pridigi 29, da ima po milosti vse, kar ima Bog po naravi. V naši globini, ki je že kot je Miloslav izpostavil, ni strogo ločen od zunanjosti, ampak gre za eno samo temeljno resničnost, ki jo lahko zaznavamo na več načinov,
v tem temelju, v naši najglobji notrini, Bog rojeva svojega sina. Kar se dogaja v nebesih, v Sveti Trojici, ta dinamika, ta ples ljubezni, ko oče daje svojo bit svojemu sinu, to izmenjava, ta dinamika ljubezni, se dogaja v nas. In pot, da mi to ne samo izkusimo, da se to začne dogajati v nas, pretakati in se zlivati po zunanjih delih, je, da se odpovemo edini stvari, ki stoji med Bogom in to ljubeznijo, ki se razliva. To smo pa mi sami. Hvala.